To oddaja za odrasle ali? Za odrasle. Več ali manj? Z Evo Cimbola. Danes so več ali manj z mano gospod, ki praznuje 60 let. Gospod, ki je v politiko stopil že v srednješolskih letih, bil evropski poslanec, predsednik vlade in tudi 2 mandata predsednik države. Gospod Borut Pahor, lepo pozdravljeni. Hvala za vabilo. Zelo sem vesela, da ste danes z mano in da se bova skupaj igrala več ali manj kot 60. A moram med tremo? Mislim, če jo imate, potem sva enako vredna, ker jo mečken imam tudi jaz, priznam. Dobro, pa peva skozi to. Greva. Imate več ali manj kot 60 oseb v življenju, ki so na vas pustili ogromen pečat. Manj. Več ali manj kot 60 minut dnevno se pogovarjate po telefonu. Manj. Manj. Več ali manj kot 60krat dnevno pogledate na socialna omrežja. Manj. Več ali manj kot 60 evrov tedensko porabite za bedarije? Dajte mi primer bedarije. Recimo stvar, ki jo kupite, pa jo potem na koncu sploh ne uporabljate, vam leži nekje. Manj. Več ali manj kot 60krat ste sami popravljali vašo nekdanjo katrco. Manj. Ste jo kdaj? Ne, ker ne znam. Aha. Več ali manj kot 60krat ste bili resnično jezni na svojega sina. Manj. Več ali manj kot 60 stvari bi danes naredili drugače, če bi lahko zavrteli čas nazaj. Če gre za malenkosti, jih je več kot 60. Če gre za velike stvari, jih je veliko manj. A se morda spomnite kakšno od tistih malenkosti, za katero vam prva pade na pamet, da bi rekli, joj, tole bi pa res lahko drugače. Pa da ni dolgo časa nazaj. Kakšenkrat daleč nazaj bi kakšno dekle ven več povabil, kot sem ja. Več ali manj kot 60 dni na leto ne delate nič. Na leto 60 dni. Ne, to ni. Manj. Manj. Absolutno. Več ali manj kot 60 jedi, ki jih ne marate. Manj. Manj? So kakšne, ampak recimo, ja, zelo malo jedi, ki jih res nimam rad. Ste gurman? Rad imam, v bistvu še raje kot dobro hrano imam rad dobro družbo pri obedu. Če sem dobro razpoložen, če sem pa v fokusu, če sem osredotočen na službene stvari, potem pa rad pojem nekaj toliko, da je in ostanem osredotočen. In mi je takrat pogovor mogoče odveč. Ne vem, zakaj imam občutek, ampak zdi se mi, da imate zelo radi jedi na žlico. Ja? Sem med tistimi, ki zlasti za kosilo marati jedi na žlico, pa tudi zvečer imam vedno v zmrzovalniku pripravljene juhe, ker mi kakšenkrat to bolj tekne kot kaj drugega. Več ali manj kot 60krat ste si v življenju naredili sramoto ali pa ste bili deležni sramotilnega trenutka? 60, to številko ste zaradi moje starosti postavili tako visoko, da je res težko reči, da je kakšna stvar več. Manj po moje. Ja. Manj. Več ali manj kot 60krat ste bili resnično ganjeni? Večkrat. To pa je več. To je več, ja. Jaz se zelo hitro pustim tako prijetno vznemiriti, celo, ja, da sem ganjen, tudi izjokati. Pravzaprav imam težave s tem, da zadržujem neko ganjenost, če me neka stvar, je lahko dovolj film v kinu, lahko je dovolj pripoved vaša, recimo, o kakšni stvari, ki se vas zelo dotakne. Jaz sem kar ena jokica bolj, ne. Kar pa je pri moških dobra stvar, ker se mi zdi, da jo velikokrat ne pokažete navzven. Več ali manj kot 60 policijskih ali redarskih kazni v življenju? Manj. Več ali manj kot 60 daril ob rojstnem dnevu, ki ste jih bili resnično veseli? No, pošteno je, da sem vesel vsakega darila, ne. Zdaj, če rečete resnično vesel, ne, pa tudi bom rekel, jih je bilo več. Verjetno imate v spominu kakšno darilo, ki ni bilo nujno materialno, pa vam je veliko pomenilo? To oddaja za odrasle ali? Za odrasle. Ja, je bilo tako darilo. Glede na to, da danes praznujete, sem priznam, imela kar, bom rekla, dilemo in sem kar nekaj časa razmišljala, kaj se
predsedniku lahko pripravi za tako okroglo, lepo številko. Vem, da ste v vaši karieri dobili ogromno, od dobrega vina, kozarcev, pozlačena nogometna žoga, pa 2 kameli in še bi lahko naštevala. Ne? In potem sem prišla na idejo, da gospod pri 60-ih zagotovo bi bil lahko vesel kakšne stvari, ki že malo poskrbi za regeneracijo, pa odpravlja kakšne bolečine, pa recimo si s tem lahko vzamete tudi čas za sebe. Zato, gospod predsednik, jaz bi vam rada voščila vse najboljše. Vi ste prvi in ste me presenetili. Tole rada izročila. Sem zelo hvaležen in tudi tega darila sem zelo vesel. Če bi obeleževal 30 let manj, bi bil še bolj vesel, ampak tudi s tem se da živeti. To je darilni bon za? To pa vas pošiljamo v kisikovo komoro. Aha, to sem že bil enkrat. Ja, v času volilne kampanje se spomnim, me je začelo zmanjkovati, ker sva z Lukatom imela za strategijo volilne kampanje to peš pot po celi Sloveniji, od vrat do vrat, in tam pri 500 kilometrih, ob tem, da sem imel seveda še vsak večer kakšna soočenja in to, me je počasi začelo zmanjkovati in sem potem razmišljal, kaj bi lahko hitro pripomoglo regeneraciji, in so mi takrat svetovali nekaj obiskov komore. Ne znam povedati, ali je to dobro ali ne, gotovo ne škodi. In ker sem mečka na uho dobila, da ste že bili, sem potem rekla, morda bo pa to res prava ideja, če ne drugega zato, da si vzamete kakšen trenutek samo za sebe, pa pustiva to, da je to tudi za regeneracijo. Hvala. Me zelo veseli. Hvala, ker ste verjetno pomaga, če že drugače ne, se vemo iz drugih izkušenj, da že mislim na to, da bi kakšna stvar utegnila pomagati, nam ne škodi. Ne? Tako. Zdaj, če sva na začetku govorila o tej tremi, zdaj jo nimate več, ne? Ne, treme pred nastopom nimam, zaradi tega se mi tudi kakšen nastop po nesreči, ker je trema, kot veste, vi kot voditeljica koristna, ne, ker osredotoči tvoje misli in kot pišem v knjigi, ki jo bom zdaj izdal, sem imel več težav s tem, da treme nisem imel, kot da sem jo imel. Sem imel pa druge težave z nastopanjem, ampak ne treme. Še enkrat najlepša hvala, ker ste si vzeli čas in vse dobro in najlepše vam želim še naprej. Hvala, ste bili zelo prijazni.